Zgodba je bila zelo preprosta. Odvrtel se je komad, zelo znan iz Goričkega Pirana, in sem rekel, tudi to. In se izogibati vsem tem pastem, ki so na poti, se pravi, to so prazne postelje, topli objekti, priden si, dober ti gre, sej še mala, te kaj boli. Sam si se za to odločil, noben te ni silil, da greš ti laufat ob eni zjutraj, 3, 500, noben. Sam si se odločil in zdaj pojej, kar imaš, in to je to, ne. Zakaj? Samo zaradi tega, ker je bil nam tek narobe predstavljen, ne. Nič lahkotnega, vse na moči in unih 180 pulza in več, ne. Ponovadi, ko greva z Matejo takole, užgeva urce, pol je pa toliko kilometrov, kolikor je, dava krat 2, je toliko slik in je to. Spoštovani, cenjene, 138. epizoda podcasta Zagret za tek. Vreme je po domače rečeno za en trek, ampak pravih tekačev ne ustavi niti najslabše možno vreme. Takega imam danes v gosteh, spoštovani. Z mano je Anže Česen, Anže, živijo. Živijo, zdravo, živijo. Si danes že tekel, kar iz prve? Sem. Razsvetli me, kaj si počel, koliko si tega delal? Daj. V bistvu, danes ni bilo nič kaj tako ekstra dolžine, je pa vertical week ta teden, tako da sem šel mičkam gor, klance, gor pa dol. Nažigat, nič kaj ekstra, v Postojni, Pečna Reber, 6krat gor dol, tako da to je to, nič kaj pretresljivega. Daj, razloži najmo občinstvu, kaj je to vertical week? V bistvu vertical week je to, da cel teden poteka, da vsi, ki sodelujemo temu teku oziroma v tem druženju vertical weeka, nabiramo čim več višincev v enem tednu in pol nacije, se pravi Italija, kdorkoli, Avstrija, Nemčija, kdorkoli sodeluje preko Sunto aplikacije, se nekako naredi pol na koncu analiza in oni razglasijo zmagovalca. Tako da upam, da bomo tudi letos se lepo uvrstili. Smo se pretekla leta dobro uvrščali? Smo, če dalje bolj nam gre, tako da upam, da smo tudi že na stopničkah stali kot Slovenci, tako da jaz sem glede na našo narodnost, kot majhnost Slovenijo, zelo vesel in ponosen in dobro predstavljamo Slovenijo. Je pa to samo za uporabnike Sunto ur, če prav razumem. Tako. Tako da mislim, da bi bili še više. Zaključi se v nedeljo, praviš? Tako, v bistvu v ponedeljek se je začelo, pa naslednji ponedeljek. Tako da je še čas. Je še čas. Koliko višinskih metrov boš ti naklepal v tem tednu okvirno? Se prav, glede na to, da sem imel prejšnji teden rutin tek, pa da mička regeneracija zdaj poteka, mislim, da jih bo mogoče 2000, mogoče. Sicer, če bi bil spočit, pa v polni formi, koliko bi jih lahko naredil v enem tednu? Ajde, če bi samo to delal. Ok, mogoče pa, da bi si res to vzel, pa da bi res enkrat štartil, da bi rekel, ok, zdaj gremo pa na 10.000 in to je to. Sicer jaz nisem gorski tekač, jaz nekaj višincev ne nabiram, nisem toliko priden in mislim pa, da vsak lahko da en mičken del metra in smo skupaj višji. Zdaj bom na vsak način to jaz malo spremljal, pa preverjal. Pa poznaš še najbrž druge tekače Slovenije, kakšne take, ki res veliko višincev naberejo v tem projektu? Ja, iz Novega Mesta, Andrej Ultra Running, on kar je priden, no? Tako da so zagreti, no? Tako da Ok, ajde, pa da vidimo, kako visoko gre Slovenija letos na vertical weeku. Zdaj, ok, letos nisem v formi, drugo leto si bom sposodil eno Sunto uro za nalašč, zato da bom v tem izzivu lahko sodeloval. Ja. Tako. Zdaj, Anže, evo, če sva že prebila let, pa preden jaz tebe predstavim, kar se spodobi nepravično, daj ti mogoče povej kakšno besedo o sebi, tako na hitro, kako bi se predstavil v enem stavku. Ok, ime mi je Anže. Sem zaposlen v Slovenski vojski in rekreativno se ukvarjam s tekom. Tek mi je všeč in hočem spodbuditi vse, da se aktivno ukvarjajo. Ne samo s tekom,
športom, dejansko, in to je to v meni, nič kaj ekstra nisem. Ja, skromen si tudi, ja, ampak če dovoliš, bom dodal še par zanimivih faktov. Ja, že česen je iz Ivančne Gorice, sicer pripadnik vojaške policije, navdušen ultratekač, ki ima rad tekaške izzive, ki so unikatni. Recimo, njegov tek iz Ivančne Gorice v Tolmin ali pa odmevni 340 km dolg izziv iz Goričkega v Piran pred leti. Če pa ga že srečate na tekaških prireditvah, ja, klasičnih, pobrško ne itak pred vami, ali je to cele logarska, ali je to for maraton, ali je to rutin tek na Bledu, ali pa kakšen od trailov. Vem, da je vedno želel teči maraton pod 3 urami, to ga še vprašam, ja, in med drugim je tudi, ja, to pa že vidite, dolgoletni ambasador znamke Salomon, pa tudi že omenjene ure Sunto. Koliko časa že Salomonov že? Ja, jaz mislim, da je bilo to okoli leta 2015, 16, tam se je začelo vse skupaj to premikati, gibati, no. Si ti kontaktiral njih, so oni dobili tebe? V bistvu mi je to posebna bila čast, dobro, da so ta socialna omrežja, na Messengerju sem dobil enkrat obvestilo in evo, to je to. Tako da ja, bil sem presenečen, da so me poklicali, moram reči. Si zadovoljen z opremo Salomon čevlji z ostalim? Sem zadovoljen in res iz leta v leto oziroma vsak dan cenim to zadovoljstvo oziroma, bom tako rekel, ponos oziroma vesel sem, no. Ja. Glede na to, da narediš kar 4-5 tisoč kilometrov na leto, koliko parov copat Salomon pa ob tem porabiš? Ja, v bistvu tako. Zdaj, meni je bistvo, da jih čim več imam, zato da se menja, ne. Imam zelo hitre copate, čeprav sam nisem hiter tekač, in pol malo bolj blažene copate, čeprav jaz pravim tako, 3-kratna teža, pa moja 80 teža, ne vem, kjer copat je tak copat, da bo lahko tako močno blažil. Tako da jaz bolj preciziram na to, da je neka srednja varianta oziroma, ne bom rekel minimalistično, zato ker sam nisem tak tekač, ampak ja, počakam tam 500-600 kilometrov, lahko, ne vem, 1000 kilometrov, odvisno od obutve in koliko je ta obutev pač trpežna, ja. Tvoj najljubši model, recimo, za cestarjenje? Ja, je v bistvu bil S-Lab model, da bi pa rekel, za vsakodnevno uporabo je pa bil Sonic model. In mislim, da bo kar še nekaj časa ostal, čeprav zdaj se razvijajo nove tehnologije in ja, copati postajajo čedalje bolj lažji, kar mi je najbolj všeč od vsega. Ja, jaz sem recimo si umislil 2 leti nazaj, po dolgih letih, res dolgih letih, spet en blažen model copat in sem bil fasciniran, kaj se je v 10 letih zgodilo na tem področju. Včasih so bili blaženi copati težki, zdaj so lahki kot peresce. Ok, si kdaj mogoče poskusil vsem kakšen karbonski model, ki je zdaj tako popularen tam zunaj, ne vem, od Nikeov navzdol, Adidaske, ki se vsi furajo karbon? Ne, nisem imel te možnosti oziroma priložnosti, da bi probal, da bi testiral. Sem pa imel nekaj pač teh minimalističnih copatov. In ja, jaz bom rekel, da te športni oziroma tekmovalni copati se meni osebno do te mere spoznajo, da so hitri, res hitri, se pozna dejansko in bolj vodljivi, no. Hitrejši si, enostavno korak steče hitreje, ne. Čeprav jaz bom tako rekel, glejmo mi za nekoga, ki, ne vem, 2-krat, 3-krat ali pa 4-krat na teden teče, enega splošnega uporabnika in dajmo mu tisto svetovati, ki je za nas, navadne smrtnike, ne, ker 2:30 maraton ne laufa veliko ljudi. Ja, dejansko, če poslušaš tam zunaj strokovnjake, ti bodo rekli,
če nisi sposoben teči kilometra, po 4 minute na kilometr na maratonu, potem si z nekimi karbonskimi copati nimaš kaj pomagati, če si už zil, ker še angležen, ker so tukaj nestabilne. Ja, jaz še nisem Nike poskusil, no sem poskusil hokice iz karbonsko ploščo, pa ti ne znam zdaj reči, dobro pojeti, je bilo kaj boljše, ni bilo kaj boljše, no, čez počasen tekač si pol močke manj počasen, ampak kdo bi štel tiste minutke. Zadnjič, Anže, sem se srečala na rutinem teku, ko si grizel, jaz sem lovil Icija in krog, potem sem šel ven, kasneje sem gotovo, da si ti to delal kar 24 ur skupaj, kaj ne? Tako, ja, tako. Bila je ideja sicer od Mateje, da bi ona to naredila 48 ur, hodila okoli. Jaz sem mičkam pogledal čuden, sem rekel, hoja 48 ur, v redu. Ok, pol so v glavnem prišla na idejo, da greva 24 ur, ona hodi, jaz tečem in ja, pol se je nekako tako išlo in sva nekako probala to vzdržati. No. Čeprav, da sem odkrit, 16:10 sva končala s tekom. No. Tako da je bilo 23 ur, no, in še nekaj. No. Ampak ja, bilo je zanimivo. Koliko krogov si uspel, za tiste, ki niso točno spremljali, uspel naklepati v tem času? Se pravi, 29 krogov je bilo. To je okroglih 170 km? Tako. 170 km, tako je. Koliko jih je ona naredila pešno, to me tudi zanimalo. Ona jih je pa naredila nekaj čez 70. Nekaj čez 70, tako da ja, je bila kar pridna, no. In včasih se mi zdi, da so te podvigi, ki se dogajajo peš ali pa še počasnejši, da so še težji, no. Tako da ja, nikoli ne veš, kaj je boljše. Res je, ja, res je, jaz sem tudi zmeraj občudoval maratonce, ki so tisti na repu, pa laufajo 6+ ur, da si rečeš, mogoče rabiš 6 ur vzdrževati motivacijo za premikanje, celo težjih, pa če v 3 urah pač drgneš to na silo. Povej mi, no, 24 ur, to ni kar šala mala za vsakega. Ti si pač tako povedal, ker to večkrat počneš, ampak ne boš tudi tepni lahko, kljub temu, da si vajen teh naporov. Ne, jaz sem že, tako se malo menimo, jaz sem že povedal, že po drugem krogu bi rekel, hvala lepa, bilo je lepo, nekaj si doniral, videl si prijatelje in bi šel domov in je to, ne. Odkrito povedano in to jaz vsakmu povem in pol je pa tisto samo dokazovanje, v mojem primeru, in jaz mislim, da je to pri vseh teh ultrah podvigih, ki se sami sebi dokazujemo, da pač je to, da rabimo, ne. In ja, jaz sem te zadeve že večkrat počel, mislim, da je bil prvi 24-urni maraton, oziroma pač, kakor se reče, ultramaraton, no, saj nima veze, pa supermaraton. Tukaj v Ivančini na krogu sta šla z očetom, 160-metrski krog mali in tam sva ga biksala 24 ur in ja, pol se iz tega se pol naučiš, kaj delati pravilno, kaj ne delati pravilno, kako vztrajati, zakaj ne nehati in tako naprej. Kdaj si imel letos največjo krizo, recimo v teh 14 urah? V bistvu je bila največja kriza tam od 90 do 100 kilometra, ker sem rekel Mateji, ona je šla mičko počivati noter, sem rekel, da jaz bom pa prišel, ko pridem pol 100 odlaufam, pa pridem počivati noter, ne. Oziroma za 20 minut, da se prije malo sep, da se glava odpočije. In takrat mi je bilo najtežje, ko se je začel več, no. Spanjem nisem imel težave, kar sem bil zelo zadovoljen. In vsak krog mi je bilo fajn, ker sva z Matejom ali pa z Janezom kakšno besedo rekla. In ni bilo večje krize, no. Ok, predstavljam si, no, da v 14 urah moraš konec koncev pokonzumirati kar nekaj kalorij, da moraš uporabiti mogoče kakšno žalbo, da nisi preveč odrgnjen, ali pa mogoče celo kakšen tablet pojesti, če je prehudo. Ne vem, povej mi, s čim zalagaš ti svoje telo na takem podvigu. Ja, najbolj pomembna je, ki meni dela težave, je regeneracija. Oziroma, preden greš ti na tek, da se regeneriraš lepo. In jaz si vedno premalo časa vzamem, ne. Ampak ok, vedno si nekako rečem, ok, zadnji teh 3 dni pred tekom ne bom nič kaj do športu, ne. Ampak vedno se najde nek tek oziroma rahel tek, neka hoja, neko početje, ki
počasti, moje mišljenje, nisem znan, nisem v tej stroki, tiražira noter, ne, in mogo bi da čist mer, ampak okej. Po pa nič, najesti se, preden greš na tek, normalno, koliko vsak dan, ko ješ, kar ti paše, mogoče več magnezija, da naložiš, ampak to moraš delati že konstantno skozi, ne samo te 3 dni ali pa en teden, konstantno, iz meseca v mesec, da se nabira, da to se gre. In po pa nič, ko se začne tek, je pa Janez imel tam lepo napolitanke in vsak krog napolitanko 2, mogoče kaj kakšen kruhok mali, da mi je tam malo sira, meni to recimo paše, Coca-Cola recimo, ne, in tudi to, no. Je pa res, da na tem teku, kolikor sem malo gledal, sem pokuril približno tam 13,000 kalorij, 14,000 kalorij in to je kar težko nadomestiti, ne, oziroma skoraj nemogoče, ne. In to te počasi izčrpuje, ne. Jaz pa kljub temu, da se s tekom že nekaj časa ukvarjam, nisem prišel do nekega dobrega zaključka, kaj bi jedel, da bi lahko to pač nadaljeval, ne. Mene noge niso bolele, ne. Nisem imel problema, ne vem, s krči pa to, ampak enostavno ni neke une volje, energije, da bi rekel, gremo, da bi večji power, ne. Ampak ja, enostavno je treba jesti, no. Nadomestiti in same slabe zadeve jesti. Junk food, ja. Junk food je takrat, oziroma koncentriran sladkor, neki maščob, ampak kaj pa kakšni, ne vem, res geli ali pa kakšna kofeinska, kakšen booster, kaj tazga konzumiraš? Ja, jaz bom tako rekel, sem pa tja, tudi če grem na kakšno tako zadevo, vzamem kakšen protibolečinski tablet, to ni nobena skrivnost. Nekateri pravijo, da to ni dobro, da to ni okej, kakorkoli že, mogoče tega preventivno vzamem. S kofeinom, ja, je tako, da se jaz, kofein mi je v redu, da me nekako dvigne, ampak tukaj je zdaj jaz pravim, srce, moje mišljenje, srce mora ostati na čim nižji ravni, ne, da ga ne bom jaz dvignil nekaj brez veze, s kofeinom in z raznimi temi energetskimi zadevami, ne. In jaz vem pri sebi, če mi srce začne ful delati, to ni okej, ker jaz na takih tekih mora biti, ne vem, 130 utrip, 140, nič kaj več, ne, čim nižji, ne. In to je meni pomembno, ne. Tako da ja, kakšen magnezij sigurno vzamem, a je to tekoče ali v kapsulah, mogoče prej v kapsulah, in pa kakšen aktivator, mičken, da me spodbudi, oziroma pač kakšna tekočina ali Coca-Cola, najraje Coca-Cola, no. Je pa tako, da ja, kofeinu se probam čim bolj, koliko se da, izogibati, no, ker sem imel slabe izkušnje. No, zanimivo, zdaj si me kar malo presenetil, jaz se spomnim, da smo, ne vem, svoje čase, ko smo še daljši odlaufali, kakšno ultro, konzumirali kakšen Red Bull, pa take zadeve vmesno, zdaj, ko mi ti tole razlagaš, sem res pomislim, ja, kaj naredi še kofein, poleg tega te malo zbudi, dvigne ti in pritisk in srčni utrip, kar pa je mogoče, kot praviš, res kontraproduktivno, ja, tega pa res ne rabiš takrat, ko je že tako vsak utrip preveč, no, vidiš, zanimivo. No, ampak, če se obdelaš 24 ur, ne? Ja, in mogoče bi še to dodal, da ti geli, ki sem me prej vprašal, sem ti pozabil povedati, v redu, super zadeva, ampak moramo vedeti, da te geli imajo 50-60 kalorij. To dvakrat skočiti gre. Tako, in to bi jih mogel pojesti malo morje in mogoče za presekati gel, ja, kaj več, pa da bi pa jaz delal to konstantno, da bi jih jedel, mi pa ne gre. No, zdaj, če to preveda, kar si zdaj povedal, ja, pa recimo, da si to vedel 14 ur, zdaj pa greva na 48 ur, to sta pa zdaj 2 dneva, 2 noči, ne? To si delal tudi že na rutinem teku, ne? A se kaj spremeni tukaj? Tle si pa predstavljam, da okej, vem, da imaš dobre in slabe ure, ampak vse se akumulira napor, bolečina, trujenost, tega je skozi več, tudi to, ko se je rekel, manjko kalorij, kako pa potem v drugi dan pa naprej, kaj se pa tam dogaja s tabo, s tvojim telesom? Ja, ustrajati. Ni druge kot ustrajati in vedeti, zakaj to delati in sam sebe motivirati na 1101 način in se izogibati vsem tem pastem, ki so na poti, se pravi, to so pa razne postelje, topli objekti,
priden si, dober ti gre, sej še mala, te kaj boli. Boli me že pri drugem krogu, ja, ne. In jaz pravim, tukaj mora biti spremljevalna ekipa zelo močna. Taka ekipa, da ni usmiljenja, da te tera in da hkrati pazi nate, da ve, kdaj greš mogoče preveč, res preveč čez rob, ne. Vse te zadeve se pa delajo na rob, ker je pa samo 50% možnosti, da ti bo uspel. Na vsaki ultri in tudi maratonov bi jaz rekel, je 50%, da ti bo uspel, ne. In ja, 48 ur je pa taka zadeva, da je mogoče treba malo postati. Jaz sicer tukaj jaz sem šel tukaj za 40 minut na tem 24-urnem teku v garderobo, sem se malo ulegel, mogoče malo možgane spravil iz tega ritma, da nisem več imel te kroge pa te neravne potke tam okoli, da sem malo to presekal, a ne. Ja, pri 48-urnem teku moraš pa enostavno malo odspati in pol pa steči, moraš iti naprej in to je to, ne, ja. Kako težko je recimo, ne, si predstavljam po 30-36 urah tam nek sred druge noči, ko vidiš, imaš že privide ali ne vem kaj, ne, pa se usedeš, nekaj spiješ, moče te zmasirajo, pol postati pa ne vem, spet tempo 6:0 ali ne vem koliko. To se mi zdi neznosno težko, pa gredeš recimo zunaj, bog ne da je sneg. Ja, neznosno, ja. Ni druge besede, ni tukaj neke ene erotike, neki, da bi rekel, to je pa super, ne, to je pa fajn, to pa. Jaz si velikokrat rečem in tudi na tem teku sem si rekel, evo že, zdaj se pa dela ultra, to je to, benga ni, ti si zakon, ti si car, je prav. In jaz si to sam sebe podopovedujem in to meni ni sram povedati in ja, treba se, da se sam sebe spodbujaš, da si car in ti zmoreš in to je to in boš in včasih tudi zaupit, sred, ne vem, če si sam na cesti zaupit, karkoli in to energijo, da noter prebudiš, ne. Ja, je pa jasno, da je težko vstati, ne. To pa nikoli ne bi, ne. Ampak moraš, ker si ti rekel, da moraš. Pravi, boš rekel, da je tudi psihološka priprava pred tem, da bo, če nimaš glave naštela, ne tako vse brez veze. Ne? Lahko treniraš telo do neomejenosti, nemoglosti, ampak glava je pa pol tista, ki te premakne, pa še korak, pa še krog, pa tako naprej. Definitivno tukaj je, jaz sicer nisem nič takega, da bi rekel, kaj dosti analiziral ali pa da bi se kaj spuščal v to, ampak ja, veliko imam gor tam teh motivacijskih knjig, od Beara Grylsa, od Dušana, od Dean Karnazesa in teh tekačev in ja, prebereš, rečeš, ok, če so oni, bom jaz, on se je tam zaustavil, jaz grem lahko naprej, sem boljši, on se je tam zaustavil, dej kaj naredil, ne, aha, je to naredil, ok, dej, vedno se motivirati in nekaj imeti pred sabo, ja. Si predstavljam, da lahko tudi kakšen majhna stvar, ki na koncu odloči, se spomnim kolega Ultraša, ko je hodil na Špartatlon, pa je rekel, vsak let se je nekaj zgodilo, na malenkost, a je zašel za 500 metrov, a se je usedel za predolg čas. V glavnem, dovolj je že ena malenkost, pa te vrže stira, pa ne greš več naprej, se pravi, glava odpove. Je tebe na Bledu, vem, da si tvoj zapis prebral, vem, da te je zmotil, da trasa ni bila taka, kot si jo pričakoval in da je to lahko tudi moteč element, da se ti potem mogoče res upira iti še en krog in tako naprej. Definitivno se akumulirajo te malenkosti, a ne. In vse te lahko zmoti, vsaka malenkost, ne. Da ne bo pomote, Bled je lep, ampak to sem hotel res poudariti, ne, da vsi to vlagamo nekaj noter in na vseh razglednicah ga imamo, ne. In lahko bi ničkam bolj se uredili, to sem hotel reči, da ne bo kakšne zamere, kjerkoli iz tega zapisa izpadli, ampak ja, te lahko zmotijo vsake malenkosti, ali so to vozila, ali so to ljudje, ali so to pešci. Moraš vedeti, ko je bilo ponoči, ni bilo nobenega, ko so pešci tam glavni. Jaz sem nek tekač, ki laufa. Noben ne ve, koliko laufam, ampak jaz se bom prilagodil njim. To moramo tudi vedeti, ne. Tako da ja,
so malenkosti, ki te lahko zmotijo. Ja? Na rutinem teku imaš, menda rekord v 48-urnem teku 264, če se ne motim. A je to rekord, a kdo uspel še kaj več odteči? Zanj smo se na Bledu pogovarjali v tej smeri. Zdaj ne bom trdil, mislim, da je samo en krog težki več prelahko. Ne bom pa trdil, ker tudi oni niso sami vedeli tega rezultata, ampak Johnny Janez je rekel, jaz imam vse zabeleženo, napisano, tako da on ve. Ja, bo Johnnyja treba vprašati, bo pobrskal po arhivih, ampak to je res impresiven rezultat. Mislim, si ne predstavljam, no, da toliko časa premikaš noge, ampak ti si tekel tudi že dlje. No? Če se premaknemo par let nazaj, vse smo slišali za tebe, jaz sem hodil tudi na maratone prej, pa se spomnim, takrat, ko si bil drugi, en vojak, česen, temle nažiga kroge, ko zmešana. No, ampak zares si nam pa vsem tistim, ki te nismo osebno prej poznali, prišel v našo res tekaško zavest, ko si tisti projekt iz Goriškega Piran takrat najprej napovedoval, kar se je že dosti delo noro, potem pa tudi izpeljal. Zdaj, pa bova še kakšno o tem, kako si začel sploh teči. Bolj me zanima, kaj ti je vžgal v glavi, da si rekel, zdaj bom pa šel laufat 350 km v kosu, čez celo Slovenijo, Bog pomagi, predtem pa ne vem, koliko je bila tvoja najdaljša razdalja. Ja, v bistvu zgodba je bila zelo preprosta. Odvrtel se je komad, zelo znan iz Goriškega Pirana in sem rekel, to je to. Ni tukaj nobene dolge razlage. In sem rekel, to je to, ekipa v poklicu in smo šli. In priprave, logistika je bila najbolj zahtevna, največ časa mi je vzela, največ energije. In ja, pa smo pa šli, no. No, to je bilo leta 2015? Tako, 2015-2016, tam se je začelo to, tako, ja. Tako. Kako se pripraviš? Ok, meni je ta ideja zelo simpatična, zelo romantična. Vem, da je pred leti obstajal ultramaraton v 5 etapah iz Goriškega Piran, mislim, da je bilo enkrat ali dvakrat. V 5 etapah se mi zadeva zdela zahtevna, ampak v enem kosu. Kako logistično, kako se pripraviš na to? Koliko časa so ti vzele priprave za sam projekt, preden mi poveš, koliko časa si treniral za to? V bistvu, ja, kot sem rekel, logistika mi je vzela največ energije. Takrat sem bil še svež, če rečeva o opremi, tudi jaz tekaške druščine nisem dosti poznal, moram odkrit biti. Imel sem pa neke kontakte z Intersoxom, sodelovanje z nogavicami, testi in te zadeve, fotografom Jožetom iz Intersoxa, levo, desno. In pa smo se nekako povezali, sem rekel, Jože, bi šel ti to z nami, da bi mi to naredili, malo poslikati, ekipo Dubu, kinezologi Njuška sem vprašal, če bi bila zraven, starša moja 2, voznika iz vojske in oziroma sodelavca. Sem dobil vsa pozitivne odgovore in potem se je šlo tudi to, da sem jaz mogel tudi neki ekipi dati. Se pravi, vedno, kadar se odvija taka zadeva, hočem neki ekipi v zahvalo podariti. In sem šel tukaj na Salomon, sem šel tukaj le Intersox, da se je neka ta vrečka, moj poklon do njih začel pač na tak način. Ok, ko smo vse skupaj, da bi rekel, to združili, dobili, sem se pa pol sam zapeljal, mislim, da je bilo dolcate že to nazaj, moram malo poštudirati. Začetno sem se odpeljala in raziskati, kje bo štart in lepo jeti pot za pot, pogledati pot prevozna, izvidovanje, po vojaško poti narediti. Smo rekli, iz Ljubljane do Kopra smo že to klaufali, da vemo, tam gor nam je pa tist nekaj neznano, in gremo pogledati in smo šli pogledati. Avtodom Jure Jagar, Jure, dej, avtodom, cak, on je bil navdušen in je rekel, kvaj to, cak, nalepke gor dal, avtodom tamle dal in pa se je pa začel to vse skupaj odvijati. Ok, zdaj, začel si začel zjutraj to teč, to je bilo kjer dan, pozabil sem malo, tu sem prebiral tole, ampak vem končne rezultate tega podviga, ampak
ajde, kako je to izgledalo? Spostavili ste se na mejo, tam nekje v Hodošu ali kje in rekli, no, se vidimo na morju ali kaj. Tako, v bistvu, ja. Taka zadeva je bilo, da sem jaz preko socialnih omrežij probo povabiti vse te prijatelji, ki se poznamo in ki se ne poznamo, da pridejo z mano odlaufati kilometer, 20, kolikor bo. Ni bilo to nobenega dobrodelnega namena, ni se zbiral noben denar, ker sem rekel, tega zaenkrat še ne bom šel delati, ker je tega veliko, in sem imel takrat tako mnenje in občutek, da ljudje so že malo prenesiti tega in ne pridejo v moji potovalni ladji, bojo imeli za jesti, za piti, kar bojo hoteli, to, kar imam jaz. Strogo je bilo določeno, da je moj tempo najhitrejši tempo in ga jaz določam in noben ne sme biti niti centimetra pred mano, to je bilo strogo rečeno. In vsakmu, ki je prišel me pozdraviti, mi nismo vedeli, koliko jih bo, sem tako obesek naredil z neko če mi boš pol dovolil, bom šel tamnega iskati. No. Tole imam prav v vitrini, veš, svoje te dosežke kakšne in imam prav snanje. In v glavnem tako verižico sem dal vsakmu. In ta verižica je pomenila neko upanje, neko voljo, neko naprej. In to sem si dal tudi, kasneje tetovirati na roko. Podobno. In pa ja, še vedno imam čevlje shranjene. Oho, iz tega projekta, to so čevlji, katerih si pretekel štarta do cilja. Tako. In jih potem nisi več uporabljal? Ne, Sonic Pro, in te so bili takrat pretečeni 340 km in so še zdaj v vitrini. In ja, v glavnem, pol se je ta zadeva tako odpeljala, da smo povabili vse te tekače, oziroma kdor se je hotel, se je pridružil. Mislim, da smo imeli neko aplikacijo tudi na telefonu, ki je bila takrat za tiste cajte mogoče malo zastarela, ampak ja, da so lahko nas sledili, kje smo. Mislim, da je oče skrbel za socialna omrežja, če se ne motim, da je objavil in sporočil, kje smo. In ljudje so prihajali. In moram reči, da sem bil na progi sam samo 30 km. Bravo. Koliko beskov si pol razdelil, koliko ljudi prišlo? Ogromno. Marko, prosti, ne vem, ampak ogromno in za vsakega je bilo. Če pa je slučajno, smo kakšen mu pozabili dati, ga je pa naknadno dobil. No. Tako da to je bila neka meni zahvala vsem tem, ki so prišli me pogledati. In takrat je veliko rekordov padlo. 100-milskih, 100-kilometrskih, maratonskih, 10-kilometrskih. In takrat se je v bistvu naredila neka taka tekaška druščina, in pol je nekaj časa vztrajala ta tekaška druščina. Smo bili bolj povezani z nekaterimi, s prijatelji smo še zdaj povezani. No, to je lepo slišati, ja, da tek na ta način tudi združuje. Takrat si predstavljam, ja, koliko si največ odtekel do tistega projekta? Po mojem bilo takrat Celje Logarska. 75 km. Tako. Mislim, to je recimo 4x5, 4,5-krat dlje. Kako? Mislim, to si v zavestu, kako je potem to izgledalo, ko si bil pa enkrat na 100 km. A te je bilo kaj strah pred tem, ali si imel tako dobro vse razdelan, da si rekel, pa tudi če hodim do cilja pridem? Ne, jaz sem se takrat, sem se veliko psihološko pripravljal. Sem vzel knjigo, sem šel v gost in sem bral knjigo. Mogoče takrat tega ni bilo toliko videti, ampak ja, jaz sem se pač pripravil in sem bral razne te motivacijske, ne govore, ampak kakršnekoli knjige, ja, seveda, povezane s tekom, z naravo, kakorkoli že. In jaz sem vedel, jaz sem bil toliko vase prepričan, da bom naredil, ko mogoče, pa ne bom rekel, da ne bom nikoli več, ker pol sem zapečatil z vsem. Ampak ja, takrat sem bil močno psihološko pripravljen. In pol te pa seveda so te še ljudje, ki so prihajali, so te še peljali naprej. Ne? In ja, psiha je bila takrat tista, ki je odločila. No? Ker del trase je bil dejansko res najbolj zahteven, da ti je dal tinte pit? Jaz, kolikor se spomnim, sem mičken bil siten, ker smo malo pred Koprom mičken, oziroma je bila tam, kaj je tam Koper, tam tista smer, no, smo mičken nam rekel zašli, ampak nekaj smo v vinke delali, pa vem, da se je bila ena klopca tam, da sem se usedel, pa da sem bil mičken siten.
Kaj več se pa ne spomnim. To je problem. Mislim, to pomeni, da si bil v takem zanosu in transu, da si to kilometre jedel in da si v bistvu se ukvarjal z vsem ostalim in da ali dejansko nisi imel nekih težav, ker te je vse to tako poneslo? Mogoče, ja, bi se strinjal s tabo tukaj, enostavno me je tukaj takrat to nesel naprej, da ni bilo da bi nekaj težav. No. Zdaj, jaz bom tako rekel, jaz na tale najno srečanje, meeting, kakorkoli, jaz se nisem kaj ekstra pripravil, nisem šel nič brati, ker sem rekel, gremo tako kot s tekom naprej, ne bom nič se pripravil, ker vse drugo je neko naučeno in mogoče bom šel celo danes prebrati in mogoče bom vse druge povabil, ki to poslušajo, da grejo prebrati, pa če vidijo, da sem imel kaj krize, bom tudi jaz rekel, Marija, tukaj sem jo pa res imel. Koliko časa je vse skupaj trajalo, da si na koncu se pomočil noge v Slovensko morje? Marko, da mi pomagi, mislim, da je bilo malo zapisano to tikje. Kilometrov je bilo 340, ja. Zdaj, jaz sem gledal tvoje intervjuje, ko si dejal, da si porabil tale novinarka iz Dolenjskih novic ali Notranjskih novic, Blanka, Kocen je naredila intervju, rekla, štartov si, mislim, da 24. zaključil si 26. se pravi, 2 dneva si porabil za to. Tako. In v tem času... Ja, mislim, da je bilo kakšno uro po 2 dnevoma. Tako da ja. To je kar zavidljiv tempo, če tako pogledaš, no? Pa mogoče celo ne predstavljiv zdaj zame. Če bi se zdaj lotil česa takega, si predstavljam nekaj časa bi rabil, bi imel kar težave, praviš, kako? Mogo bi biti zelo, zelo, zelo dobro pripravljen. Se pravi, brez poškodb, res sanacijo vseh teh poškodb, ki sem jih, ne vem, mogoče pol dubu ali pa pač, ki jih še imam ali pa ki so še nekje skrite. Dobro ekipo vem, da imam. Še pogovoriti z ekipo in ja, jaz bom tako rekel, nisem še rekel, pa ni to nek napad, ampak ne napoved, ampak ja, nisem še rekel zadnje besede z temi dolgimi zadevami in sigurno se bo še nekaj naredil. To je sigurno. Ja, vem, da si na blogu takrat napovedoval, mislim, da leto kasneje, ali koliko, da boš to ponovil, to podaljšal na 500 km, kako da potem tega nisi izvedel, recimo? Ja, zadeva je bila taka, da smo šli mi vse to v izvedbo. Hudi noter za ekipo, ki dam vsakeč delati, so še noter. Oziroma vsak ima svojega. In vsak ima svojega s to opombo, da ga ne sme nositi, ker nismo te zadeve naredili in ko bomo to zadevo naredili, ga lahko oblečejo gor. Se mi je pa ta zadeva ustavila pri 100 kilometrih, 110 kilometrih, malo naprej od Postojne. Mislim, da je bil glavno vzrok kofein. Takrat pri Postojni res, da je bilo, res, da sem bil že zmatran pri 100 kilometrih, ne. Ampak takrat sem spil neko flaško, mislim, da vsi poznamo, ki ima 10 kavic, da je v tej flaški noter, ni jaz jasno, pardon izrazu, požrl celo. Ne. In sem se zaustavil. Ne. Kozlanje spredi zadnji in gotovo. Nikamor ni šlo, trde noge in nekje sem še tam pri enih kolegih probal malo pospati, da bi kaj bilo, ampak ne. Sem rekel, že 110 km imaš, še 400, ja, sem rekel, to pa dovolj. Ekipo sem poklical, sem rekel, pridite me iskat, so me prišli iskat in smo šli domov. Po enem dnevu, fante in deklete sem prosil za dopuste, sem jih pustil na cedilu in jaz si še danes ne pridem, še danes mi ni vsem, da sem pač to naredil, kar sem. In zato bom ponovil to zadevo 500 kilometrsko, mogoče za svoj 40. rojstni dan. Čez 3 leta, Marko. Par let imaš še časa, ja, da to izvedeš. Zdaj, okay, če so že pri odstopih, če so že pri porazih, zdaj čisto vsak ultras, s katerim sem govoril, se je slej ko prej srečal tudi s tem, da pač ni šlo. Enostavno ni šlo, ne moreš iti čez svoje telo, ne moreš iti čez svoje glavo, ne moreš iti čez kakšno stvar. Sicer
mislim, da se vsi zavedamo, ne, da če greš v en tak projekt, sam si rekel prej, je 50% možnosti, najmanj, da fejlaš, mogoče še več. Kako se pa ti potem, naprej se pripraviš, da mogoče ne bo šlo, ampak če ne gre, si ravno tako razočaran. Kako se ti pa soočaš recimo s podobnimi zadevami, z odstopi? Ja, vsak odstop ali pa spremembo v življenju je težka. Katerakoli, je to tek, ali je to doma, ali je to služba. Vemo, da te spremembe so vedno pač težke. Ne? In meni je najbolj žal teh zadev, ker sabo povlečem ekipo. Ne? Tako, kot sem prej rekel, v ekipi sem jaz prosil, dajte si vzeti dopust. Nisem jim mogel dati plačanega dopusta, nisem jim mogel dati v redu, starša sta del penziji, Mateja bi zrihtala si nekak dopust v redu, ampak nekoga še vedno rabim od prijateljev, da si bo vzel dopust, lahko bi bil doma, ne? Ampak ja, to se največkrat učitam, da rečem, njih sem pustil na cedilu, ne? Kar mogoče ni včasih v redu, jaz sam se rečem, že, sam si to naredil, sam si se za to odločil, noben te ni silil, da greš ti laufat ob eni zjutraj, 3, 500, noben, sam si se odločil in zdaj pojej, kar imaš in to je to, ne. Vse je bila tudi Vipava, v redu, je bila poškodba, sem odstopil. Nisem bil jezen, v redu, okej, ne. Nisem pa take, da bi zdaj to imel neko, seveda imaš v glavi, ne, ampak da bi bil pa slabe volje, pa sitem, pa ne vem kakšen, pa neko imel ego, ne, pač odstopil sem. Je pa to, da se maksimalno potrudim, takrat, da ne odstopam, pa mogoče tudi zaradi, ne vem, kakšno bruhanje, ki je nepotrebno na podlagi tega in bolečine tukaj in bolečine tam, ampak ja, to imamo, ker to sem hotel. Mislim, vse to je odlična filozofija, odličen pristop. Jasno, se mi zdi, da te odstopi lahko včasih celo več naučijo, kot pa zmage ali pa uspešno zaključene zadeve. Ja, zadeva drži, ker vedno, ko si navajen zmagovati, jaz nikoli nisem bil, jaz pravim tako, jaz nikoli ne bom med prvimi 3. Jaz sem počasen tekač, mogoče vztrajen, ampak sem počasen tekač, tako da mi vseeno, a sem 4. ali pa 500, mi vseeno, zato pač grem. Ampak ja, hočem to reči, da včasih ti gre pa dobro in takrat, ko nam gre dobro, se moramo tudi zavedati, kako nizki in mali smo. In lahko zelo, zelo hitro se nekam užgemo in to nas košta. Ne? Tako da moramo vedno biti pripravljeni, da se lahko zgodi, da mogoče nam zadeva ne bo uspela. In jaz včasih sebe na tak način motiviram, da rečem, danes grem pa v Toplice laufati iz Ivančne na Ptuj, to je pa ne vem, to pa to kilometrov, zato povem ljudem, da imam jaz motivacijo. Nekaj sem jim obljubil. Ne zato, da jim skrivam, da na koncu jaz prišel, ne pa bi rekel, jaz sem pa zdaj tole urco imam, lejte, koliko sem jaz to prelaufal. Ne, jaz pa mogoče gledam včasih iz drugačnega vidika. Da sam sebe motiviram, dal sem jim neko zadevo, da me bojo mogoče spremljali, da bojo mogoče rekli, že spet Anže. In jaz pa rečem, obljubil sem jim, ne smem jih pustiti na cedilju. S tem, da jaz vem, da sam sebe imam v nekem šahu ne nehati, ker bo rekel, lej ga. Se mi zdi, da to je odlična taktika, ki jo Slovenci nismo toliko vajeni. Pred leti se spomnim, neka olimpijska reprezentanca je šla na zimske olimpijske, pa ena od deskark, tekačic, se ne spomnim, dejala, jaz sem tja po medaljo in marsikakšen komentar na spletu je bil, da je preveč samozavestna, da je nečimrna, kako si drzne, se še nič naredila, že kar z medaljo, ampak morda je včasih tisto, kar izustiš na glas, potem neka avtosugestija, ki ti pomaga, da nekaj narediš, ali pa to, kar praviš, kar sem bral v neki knjigi, če hočeš uspešno hujšati, napiš na Facebook. Danes bom začel hujšati, čez 3 mesece imel 10 kil manj. Če ne, me lahko vsi poplujete in boš krvavo, kri boš scal, grdo rečeno, da boš to naredil, ker si cel motorju obdubil. Mogoče je to res ta tvoj recept pravi za marsikakšen uspeh, ki ga drugače pač bi našel kakšen razlog, da ga ne bi naredil. Ja, včasih je treba enostavno pač sebe dati v neko preizkušnjo in se držati v šahu.
da boš nekaj naredil. Ne. Ja, se včasih me tudi ne paše, ne, pa pač ne rečem, pa ne povem. Ne. Sej bodimo odkriti, socialna omrežja, včasih jih ni bilo. Ok, vemo vsi, pa si šel, pa te ni bilo, pa si rekel, evo, sem naredil, ali pa nisi povedal, se nima veze. Pač ok, danes so tak čas je in včasih tudi me napaše, da rečem, zdaj pa tih, pa pač ko pridem, pa poslikam pa levo, desno, pa se eni izgražajo, joj, že spet česen in to je to. A bi sebe imel za vplivneža, za influencerja na socialnih omrežjih, uporabljaš namreč kar intenzivno vse? Tako bom rekel, nekateri imajo ta influencer predznak za slabega. Ne. Jaz bom pa tako rekel, če ne mi ga da nekdo drugi, jaz bom pa tako rekel, všeč mi je, da vsake toliko časa dobim nazaj feedback oziroma odgovor, hvala, ker me motiviraš, te vidim, da greš takrat laufat, ti si to, meni daš ful motivacije in to mene žene naprej in veliko prijateljev sem že spravil do neke meje ali pa čez neko mejo, ki so si želeli in to je meni predvsem všeč. In če je tako, zakaj pa ne? Vem in se zavedam, da pa nekaterim to ni všeč. In vzamem si jaz pač to kot neko stvar in jih vse skupaj pozdravljam. Tole si tako lepo povedal, ja. Sicer pa tako pravijo, ne? Če imaš hejterje, pol so te očitno ljudje opazili in že nekaj delaš prav. No. Hejterji so dokaz, da delaš nekaj, kar je pomembno. No. Tako da rečeva, pa ostaneva pri tem. A je res tvoj oče začel laufati zaradi tebe? Evo. Marko, očitno si se boljš pripravil, kaj jaz. To sem dojel nekje, da si dejal, da tvoj oče Marino, ti si šel mogoče posredno zaradi njega tudi v vojsko, to, kar je on počel. On je pa zaradi tebe začel teči. Daj mi povej to zgodbo. Ja, v bistvu jaz kot mulc, jasno, orožje, to je to, loki, to je to. In svojega očeta, ko vidiš pač v postavljenega v uniformi, takrat so bili še mogoče malo drugačni časi. Jaz se tudi tako dobro ne spomnim, ker sem bil še pač mlajši in jasno mi je bilo všeč nek vojaški poklic, čeprav on je bil zelo proti, da bi šel v vojsko. In ko je bil on na mednarodni operaciji in misiji v Bosni, sva midva z mami hiter življenjepis pisala in ga poslala na upravo in tako brez njegove vednosti me poslala mama oziroma smo se odločili, da gremo v vojsko. Ni mi žal in sem hvaležen za to in če bi se mogel odločiti še enkrat, bi se še enkrat. In pol je pač se vse tako zasukalo, da je pol oče začel na starejša leta športati. Ko je bil mlajši, se je ukvarjal, ko je bil mlajši, ukvarjal z športom, dvigovanjem uteži in te zadeve, ampak kaj te kardio oziroma tek, pa to pa nikoli. Pohodi nikoli. Pol je pa videl, da je to dobro. Ampak on je to videl pri sebi. In to je ono influencerstvo, ki si mogoče, ki so pred debato žgala, da vidijo, da je to dobro za njih in ja, pol je pa začel laufati. In v veselje mi je, da je takrat z mojo punco Matejo, da sta prelaufala istrski maraton uradni. Časa, ti odkrito povem, ne vem, ne igra vloge, meni osebno, ne mu verjamem tudi, da ne. In ja, v kratkem času je maraton pretekel in še kdaj mu rečem maraton spovej. Tako da ja, in on je zelo, zelo ponosen tudi na Matejo, takrat, ko je bila z njemu in to mislim, da mu bo ostalo vedno in zavedno v spominu, kako je z njemu takrat edina ostala, da sta skupaj sfajtala, ker jasno mu je bilo težko. Je pa edina zadeva to, da bi ga mogoče, če sem ga že vpeljal v šport, počasneje vpeljal v šport, pametneje vpeljal v šport oziroma v tek. Ampak ja, za zdaj se ne da popraviti, zdaj pa on leti in to je to. Ja, na Stravi ga zapazim, ja, da je zelo aktiven, ja. V vseh letih časih, v vseh urah dneva. Tako kot ti, no, mislim, ti si znan. No, še nekaj mi povej, zakaj je njegov nadimek Kosta? V bistvu, ja, on je takrat začel najprej se s kolesom ukvarjati, ne. In
takrat je bil, mislim, da je tudi obstaja kolesar Kosta. In to je ta zgodba. In to se ga še vedno drži. Ja. To se ga še vedno drži, tako da ja. Ima Anže Česen kakšen nadimek, mogoče, ki je znan med prijatelji, znanci? Mogoče pa res Strongman. Vem, da je bila tudi ekipa Strongman Team s pokojnim Perotom. Takrat so šli tudi oni laufat v meni v čast, z Mikico delano posebej. In to je tista ekipa, ki je bila. Žal se je zdaj malo vse skupaj dalo v drugo smer, oziroma pač so se razgubili mogoče nekateri stiki. In Strongman mi še marsikdo kaj tako napiše in vedno gre tisti čas, Strongman je tisti čas Gorička Piran in tako naprej. Zdaj predstavljam si, mlad fant gre v vojsko, poznam kar nekaj vojakov. V vojski je fizična pripravljenost, tudi kardio, vadba, pač neobhoden del, ne samo osnovnega urjenja, pač življenja tam, bivanja. Verjamem, da si tako spoznal tek, ampak marsikdo pri tem ostane. Moj dosti tiste jutranjih pol ure, 1 urco, 3-krat, 5-krat na teden, kakorkoli. Ti si šel dlje, ti si šel na maraton, ti si šel na Celje Logarska, tebe je vlekel dlje. Imaš to v sebi, ali je bil kakšen trigger, da si zmer hotel raziskovati, koliko delaš, pa lahko greš? V bistvu, kot si lahko povedal, jaz sem začel sploh v vojski bolj športati. Srednja šola ne tako, osnovna šola še manj, žoga pa gips obvezno, ne pa tek nikakor. Ne, to je bila muka. Zakaj? Samo zaradi tega, ker je bil nam tek narobe predstavljen. Nič lahkotnega, vse na moč in v njih 180 pulza in več. In normalno, zato vsi sovražijo tek. V glavnem, pa so bili po vojski, hitro sem prišel v vojaško policijo, razne te tekme, vojaške tekme, vojaško-policijske tekme, kot nekakšni zdaj zelo popularen oviratlon, ampak da je bilo vse tam daljši, mogoče malo težji, timski duh. In takrat so mene starejši kolegi, nekateri so zdaj že v penziji, da tako rečem, povabili v to zadevo in predstavili tek ali pa tako kot matranje, ampak meni je bilo v redu. In so rekli, Anže, gremo na Celje Logarska. Kaj je to? Celje Logarska. To smo pa mi še laufali v uniformi, v gojzdarjih in to je to. In zdaj gremo, kombi, vojska, nas je bilo, 5-6 komadov. To je bilo priprave, da bi šli bi Dušan Mravlje rekel, boh ve kam, Trans Avstralija, mi tam za unih 75 ali koliko, geli, joške prelete, ni, da ni, kva špil, že 14 dni prej magnezija, kva, dej, pi, kva je že, oziroma jej tale slanino, to veže vodo, tret, kva, dej. V glavnem, to je bilo res komedija, ampak pa so oni mene to včasih Celje Logarska in sem kar v Celje Logarska ustrajal, Celje Logarska. Pol sem motivacijske knjige kakšne prebral, motivacijske ultraške knjige Dušana in tudi, ko sem Dušana prebral, sem šel kele na štadion 24 ur. Bravo, koliko malo je treba, upam, da ti ne bodo za rojsten dan kupili preveč kakšnih novih tekaških knjig, da ti ne bo še kaj padalo v glavo. Glede na to, da povedal si, kaj si vse že pretekel. Sigurno ti je kdo rekel, Česen, če si pa tako dober, tako hiter, tako zdržljiv, pejt pa na Balaton ali pa v Šparto, Bog pomagi. Res je. Šparta, še zdaj imam zapisano nekje v vlogu, da mi ostaja neki cilj. Bil sem prijavljen tudi na Balaton. Plačano, prijavljeno, pripravljen, vse. To sem treniral, sem na misiji, sem treniral na Kosovu in tam baza Peč. Zelo lep klanc, 100-metrski klanc, odlično lahko natreniraš. Žal sem takrat zdobil stopalnico, 5. stopalnico sem si zlomil in je bilo treba operativni poseg in takrat je zadeva padla v vodo. In sem rekel, Anže, to ti ni namenjeno in nisem več pomislil na Balaton. 2-3 mesece nazaj me je službena pot peljala tam mimo, da sem sploh prvič bil v tem koncu, priznam. In sem rekel, sam pri sebi sem rekel, tukaj bi pa mogel laufati. Ampak, Marko, ti odkrit povem, nič me ne vleče.
Mogoče zato, ker slišim, da je brutalno, Mhm. mogoče zato, ker nimam dovolj volje, mogoče zato, ker nimam dovolj nekega upanja, oziroma da bi imel, da bi si to upal narediti, priznam. Šparta pa, bom tako rekel, včasih me malenko zmoti, pa ni izgovor, ko vsak bo rekel, da je to izgovor, malo me zmoti te prevelike štartnine, no, Marko, čisto odkrito povem. Raj si rečem, ok, se je Šparta definitivno po vsej verjetnosti, čeprav jo je tako, kot je, in kvalifikacija, kako je zdaj, ti odkrito povem, ne vem, ker bi se mogel pozanimati. Raj si rečem, nič, bom šel na 500. Ne? Pa mogoče bom dal tam denarja, vemo, avtodom je levo, desno, gor, to organizacija, ampak za Šparto pa še nisem rekel ne. Balaton bom pa rekel ja, da se ga posrednosti ne bom udeležil nikoli, ker je pač tako hotla narava, da rečem. Grčija mi je pa vedno bila neka država, veliko gremo tudi na dopust, ki mi je zelo lepa. In se mi naježi koža, ko bi mogoče že zdaj, ko slišiš, ko je Frank govoril, ko so govorili in kako to ljudje navijajo, kakšni so Grki in tretji. In ja, stimo se presenetiti. Ja, ta Špartatlon, ja, ki poje vsako leto 2/3 svojih udeležencev in jih izpljune, ampak tisti, ki pridejo skozi, ja. Pa zmeraj rečejo, zdaj že kar nekaj Špartatloncev poznam. In jaz sem si rekel, ok, nikoli ne bom šel na Špartatlon, ne? Ampak nikoli ne rečem, nikoli, pa recimo, da res ne bom šel, ampak če bi šel, ne, mi vsak reče, a veš, kaj je potem, ko se zaceliš rane, ne, pa spulaš vse nohte dol, ki ti počrnijo, ne, pa ko končno lahko vstaneš iz postle, pa si pa želiš še enkrat iti, ne. In, ja, evo, to, da boš vedel, če boš vdaj na Šparto, se pripravi, da boš večno zasvojen z njo. Anže, odličen sogovornik si, lej, a si videl, urca gre, pa še le večkrat popraskala so po vrhu. Povej mi, ok, rekel si v vojski te avtomatsko potegnejo tudi v laufarijo. Si imel kakšne, poleg knjig pa ljudi okrog sebe, kakšne vzornike tam, ki so bili poznam veliko ljudi, ki so v vojski in so odlični tekači, utraši, triatlonci, ni da ni, ne, tam res ni težko najti nekoga, ki je res dober, ne. Si ti imel kakšnega, bom rekel, v tem prostoru, da te je navdihoval, da si ga vprašal za kakšen nasvet, da si bil bolj samorastnik? V bistvu, ja, v vojski je tako, ne. Jaz sem prišel v vojsko z 20 leti. Veliko je bilo tam teh, sploh v vojaški policiji, res zagrizenih športnikov, ki so delali vse živo in je bil, kako sem rekel, cel logarska. Ampak oni so to delali vse na moč. Oni niso to nekaj prej trenirali, oni so to delali na, kot je rekel kolega, gremo na spomin, ne. Kva pomeni spomin? Ja, zato, ker te pošlje 14 dni, kaj baše najbrž, ali pa 2 let, če ne. Ne vem, ampak vedno je bilo to. In da bi rekel vojski, jaz pravzaprav nisem imel nobenega tazga, da bi lahko njega vprašal za kakršenkoli. Vse, če sem vprašal, so povedali, če so fanti že bliki, ne. Ampak da bi kakšen bil tak, da bi se res ukvarjal s športom, tako kot se vrhunc Matjaž ali pa dobro, potem sem spoznal Uroša Srneca in Žontarja in te zadeve, ne, te fante in tudi seveda punce. Nisem jaz imel nikoli te možnosti, sem imel pa kot mulj družinskega prijatelja smo imeli, Danilota, ki pa je oziroma mene potegnil malenkost v šport. Zlasti še najprej v kolesarjenje, ne. Nikoli ne bom pozabil, ko smo bili na Hvaru, je rekel, že kolo tret sabo vzem, sem rekel, bom, v redu, ok. Smo nekaj vzeli sabo in jaz sem en dan rekel, kaj pa, če bi šla midva to kolesariti, mislim, da je bilo 100 kilometrov. Je njemu učke posvetila, rekel, res, jaz rekel, ja, ne. V redu, greva, jaz vse vas zadovoljen, vesel. Sam kaj, ker jaz njemu nisem upal povedati na 20, 30, 40, nekaj kilometrov, da jaz ne čutim spodaj, pardon, izrazu jajc. Ne, sem rekel, ne čutim nič, ne. Ja, kaj ne čutiš, ne? Ja, ne čutim ga, ne. A rekel, to je normalno. Ja, seveda, da je normalno, danes je normalno. In potem se je tako začela ta zgodba s športom, no, evo. Odlična zgodba, ja, vidiš, ja. Zato jaz nisem nikoli maral kolesarstva, ja, ker nisem več čutil, ja, zdaj je to skoraj vsak dan. Hecam se, ja, jaz sem 10 let starejši od tebe, ja,
pa sem nekako že opustil upanje, ne, da se bom kdaj vrnil na nekdanjo pripravljenost. Ti si v najboljših letih, bi človek rekel, no, tekaških. A ti kdaj kdo reče, če sem 36, to je to, zdaj le je treba stisniti, zdaj le da je od sebe, zdaj le lahko še čez 15 let bo prepozno. Vsak mi reče, da je nekaj, da je malo se umir, ker boš kripal. To mi reče, vidiš, kako zdaj že hodiš, kako te zdaj, že na 100 metrov sem videl, da sti, ne, pa take fore. Tako da ja, ni nekaj tudi pozitivno. Klinc, pa taka spodbuda, ja. No, zdaj gremo malo k tvojim treningom. Vem, dve stvari sem prepričan, da jih vem o tebi. To, da ne maraš intervalov, pa to, da ti ni problem ob 2 zjutraj vstati, pa je laufa 30 km. Ja, dobro si Marko to povedal. Jaz bom tako rekel, jaz nikoli nisem treniral. Res, da sem naredil tečaj za kondicijskega trenerja v sklopu službe, odlična priložnost, ampak nikoli nisem jaz treniral. Grem, kakor grem, čutim, kakor čutim in nikoli nimam nobenih kilometrov, nobenih nekih danes pa moram. Mogoče ja, evo, ta teden bomo šli višino nabirati, ker je ta vertical week in to je to. In se s tem poklapa. Če bo toplo, lepo vreme, ki je, pa če v redu, ok, gremo malo daljšo. Ker zima, bom itak treniral, ko bom sneg kopal z nogami, še kakšne druge mišice. Tako da ja, nikoli nisem treniral in ne maram tega izraza, Marko, ker se mi zdi, da se pol vse skup neki, kako učenje, bodimo odkriti, ben se ni rad učil, ne. No, ne, ampak če damo tak prizvok temu trening, nekaj moram nekaj delati kontinuirano, ne. In ponovadi tega ne maramo, saj jaz ne, in grem pa ja, vsak dan mi pa ni problema vstati tako zgodaj, ker vem, da sem pol ob teku, ko ga končam, boljši človek. Joj, jaz se kdaj zbudim v 2 zjutraj, ja, pa pomislim, kaj če bi zdaj le mogel iti laufati, pa se obrnem na drugi bok. Pa zgodaj hodim spat, vstajam 5 recimo, ampak v 2 teč, spraviti se ven, dež je, mraz je. Kdaj hodiš spat, Anže? Koliko regeneracije imaš, koliko spanja imaš, da si recimo v 2 zjutraj toliko pri sebi, da lahko opraviš recimo tak daljši tek? Ja, veliko dobivam vprašanja glede te regeneracije. Marko, premalo spim. Premalo spim, to se zavedam in če hodim spat ob 9, bi mogel ob 10, bi mogel ob 9. Ne? Ja, treba je vse te elektronske naprave odložiti, jih vrš čez okno in iti spat. Odkrito povedano in tukaj je to. Marsikdaj kakšen zanimiv film, pač ja, izklopiti in iti počivati, ne. Jaz pač ja, lahko si to privoščim, da pač gre tako zgodaj odteč, je pa seveda, da je mučno, priznam, zlasti, ko zapiha zdaj tale veter, ne, ali pa sneg, ne. Ampak ja, to me žene naprej. Še trik, sorry, da sem te zmotil, ampak zihar zdaj mi je prišel na misel, sigurno ima že česen trike, s katerimi se, ko ne vem, budilka zazvoni, spravi iz postelje, ne vem, daš noge z postelje, pa so že v copatih in greš teč, ali kaj imaš, ali greš v tekaški opremi spat, ali kaj so tvoji triki, da dejansko nimaš od trenutka, ko se zbudiš, naslednjih 3 minute izgovorov, ne, to brez veze, grem spat. Prvo je volja, ampak ok, to še ni trik. Trik je to, da vstaneš in greš. Ne uležeš se nazaj. Ko budilka zazvoni, jo pobereš in vstaneš. Ni debate, bi pa še malo, ne. Ni milisekunde ni. Vstati in jaz sem tako naštiman, da zjutraj oziroma že en večer prej si vse prepravim, ne. Grem lepo po redoslovju, od nogavic, skoraj cak, tole cak, sem si dam, imam naštimano in to me čaka. In 15 minut, če se ob 3 zbudim, 3:15 sem že zunaj. In tukaj ni, da bi nekaj kozarc vode, da se popije, tako kot bi rekel Šiškar pri mene, kolega pravi kozarc vode za sklepe in drži, probite in drži. Za sklepe kozarc vode, 2 deci in to spijem in grem. Če se bom ulegel nazaj ali pa pač neki iskal izgovor, karkoli, se ne pobere več. Joj, ene 2 stvari v življenju
Pa sem rad tekel, recimo, v 5-6 zjutraj, ampak v 3 to moram še poskusiti. 2 stvari v življenju mi ne gresta, vstajanje, recimo sredi noči, pa iti laufat, pa tuširanje z mrzlo vodo. To se tudi nikoli nisem mogel navaditi. A si ti mogoče kakšen tak fan, kakšne mrzle vode, ki je zdaj prav popularna? Marko, ne, hvala. To je moj človek. Ne, ne. Bom tudi ko rekel, Mičken, veliko poslušam podcaste. Jasno, tvojega največ in ti moram zdaj, ne zato, ker debatirava, ti moram reči izredno, lepo in ko mi čakam. Včasih rečem, je kvaj zdaj Marko, kakšen ga že dal gor. Jaz bi ga vsak dan poslušal. Res, super gosti in všeč mi je, da sem odkrit, najmanj takrat, ko je linija zvokovno, da je top, odkrito povedano, nič narobe. In vedno rad poslušam tudi druge podcaste, zlasti Znanost dobrega počutja, če lahko tako rečem, ki imajo delajo zanimive prehranske teme in tako, in so lepo demantirali, pa nočem nobeno smer je zapeljevati, lepo so demantirali, da enostavno ta hladna voda ne pije nobene vode. In jaz sem se veliko tudi od njih tam naučil. Se pravi, ne preferiram nobenega. Vsak ni svoje ima, vsak ni svoje guli, kar mu je v redu, ampak mene mrzla voda ne dobi. Sva že 2 fana podcasta Znanosti dobrega počutja. Pozdravljam Nenada in prijatelje, jih poznam, so v redu dečki, ti res naštudirani in kar oni debankajo. To je zdaj moj glavni vir. Če mi kdo reče, eritritol je škodljiv, rdeče meso je škodljivo, se vam rečem, fantje, ne bo čist držalo. Bravo. Jaz tudi pravim, mrzla voda, kakorkoli je že včasih, greš na kamniško sedlo, pa na brano pretečeš dol, pa še ti osvežiti, skočiš v Kamniško Bistrico za 20 sekund, super je, ampak da bi to počel sred zime, pa vsak dan, se mi pa ne zdi ravno psihofizično najboljša stvar. Ampak pustva zdaj to mrzlo vodo, ti mi rajš povej eno stvar. Rekel si, ne treniram, tečem, ampak tvoj maratonski čas pa ni več čist rekreativen. Saj ljubljanske rezultate sem pogledal in tam si zelo že praskal po meji 3 ur. Takrat pa si mogel narediti, ali tudi ne. Zdaj mi povej, kakšen trening čist sistematičen. Evo Marko, mislim, da je, popravi me prosim, mislim, da je 3:04 tam okola, da je. To je to. Takrat sem hotel ga dati pod 3 ure in pač ni ratal. Je pa tako, da jaz moram priznati, nisem nikoli treniral za nič. Ne za ultre, ne za maraton. Če sem se počutil, sem rekel, zdaj grem pa dozgim pa hiter, ali pa pač od kje do kje hiter, nikoli nisem res treniral. Je pa res zanimivost bila, mislim, da je bilo letos Wings for Life World Run, sem ga virtualno tekel na štadionu v Latviji, sem bil na misiji in imel sem 2 zapestni uri na levi in desni roki. In jasno, bil sem zelo vesel, ker sem pogledal na desno stran zapestja, ki je kazal maratonski čas pod 3 urami. In potem smo mi imeli debato levo-desno s temi Sunto fani oziroma za Sunto ekipo na Finsko gor debatirali, ker smo primerjave delali. Seveda, krog na levi strani ali krog na desni strani je razlika in je tudi čas razlika bil. In jaz sem se takrat pohvalil, sem rekel, končno mi je uspelo pod 3 urami in on rekel, poglej na levo stran oziroma na desno in boš videl, da je malo razlike. Sem rekel, hočeš mi povedati, da nisem maratona pretekel pod 3 urami, tako da očitno ga nisem. Po mojem ti vesolje sporoča, da boš mogel pa zdaj spet se potruditi, pa še enega nekje narediti uradno, Jezus Kristus, ampak če si ga na štadionu, ni vrag, da ga ne tudi na cesti, bi šel na kakšen maraton, na katerega si nisi šel, vem, da si ultrašen, pa vsem, pa da ne hodiš po cestnih dirkah, pa vsem, sigurno nekakšen maraton, recimo, da je imel neomejeno časa, denarja, bi rekel, tega bi pa šel, pa bi ga šel teč. Avstralija, takoj ti bom čisto povedal. Ne vem, kako izgleda. Bil sem že v Avstraliji dolg časa nazaj, sicer mesec pa pol kot turistično s kolegi. Meni je Avstralija zelo lepa država in tam bi ga šel teč. Bil sem tudi na Dunajskem maratonu s kolegom in je bil takrat mučni maraton. Takrat je pa kolega treniral, še danes imam tabelo shranjeno, 2011 je tabela naslov.
Jaz sem šel pa tako, kot sem šel, ne. Pa je on rekel, že, deva še imaš, še 1 kilometer je. Sem rekel, Grega, jaz vem, da je maraton 42 kilometrov, ne, na 40 sva, ne. Tako da nehaj mi, jaz sem bil pa finito. Saj cajt je bil tudi, ja, 4 ure pa še nekaj, ne. Ampak takrat so bili začetki. Dunajski maraton je tako lep, če si pripravljen, če pa nisi, je pa lahko bož jasno težek. Latvijo si omenil. Lani si bil na misiji oziroma nekaj časa gor, ja, službeno. Tako, zdaj sem bil že 2-krat zaporedoma gor. Mislim, da 19 ali 20 ali 22, mislim 20-22, da sem bil, no, 2 rotaciji, da sem bil gor. Tako da ja, ravninska država in tam časi so bili zelo hitri. Ja, videl sem, da si veliko tekel, me pa nekaj drugega zanima, no, glede na to, da si bil gor, potem, ko se je začela vojna v Ukrajini, ne, pa da vendarle Latvija meji na nekdanjo mati Rusijo, so bile kakšne drugačne razmere, tam je bilo kakšno malo bolj, bom rekel, izredno stanje, je bilo kaj napetosti, vendarle je bilo v soseščini, če lahko tako rečem, ne? Vojna. Vedno tako, kot odhajamo, bom govoril v mojem imenu, ne v imenu nobene službe, v imenu Anžeta Česna bom govoril. Vedno, kot tako odhajamo na tako zadevo, seveda, upaš in stremiš temu, da prideš domov. Lahko je taka in drugačna misija, lahko so navarne, lahko niso tako navarne misije. Nikoli ne veš, kaj se zgodi, že danes vidimo na cesti, tamle pride, te ni. Treba je ceniti vsako sekundo. Ampak ja, ok, da se vrnem na to. Zadeve gor razmere, bom tako rekel, so bile, ne bom rekel nenavadno umirjene, ampak žal ali ne žal, kakorkoli že, vse ta zadeva se je premaknila bolj proti jugu. Tako da toliko manj opreme, kot jo je sedaj gor, da rečem, na tistem delu še nikoli ni bilo in toliko narekovajih mira, kot ga je zdaj, ker se je vse dol preselilo, ga še ni bilo. To nas je presenetilo, je pa tako, da so Latvijci zelo nezaupljivi narod. Vemo, da so bili dvakrat, da so imeli dvakrat osamosvojitev od Nemcev in od Rusov in da težko oni zaupajo ljudem. In bom tako povedal primer, tam je bil krog dolg, ne vem, 15-17 kilometrov, kakorkoli že, in rutina je tista, ko mogoče včasih nas ubija. Sem imel skozi rutino eno in isti krog, ne. In jasno je bila tam tudi ena gospa, ne. In jasno, jaz pač, ko sem nekje v drugi državi, vedno pozdravim, malo probavaš, kako je dobro, da pozdraviš, ne, ker si ti le tam pač neki tujc. Rečeš hello, z roko, v redu nič, 2-krat, 3-krat, 4-krat nič. Jasno, jaz sem bil 6 mesecev gor, sem jo večkrat srečal, vsem, ko bom ustrajal, v redu z glavo, če ne z roko, včasih je, nekaterim je preveč, če tako dvigneš, nekaterim je preveč, če tako dvigneš, v glavnem, ok. 3 mesece, no, je rabila gospa, da sem se nasmejala en drugemu. In sem rekel, evo, že, to je to. Kakšna super zgodba. Na koncu je že ona pozdravila tebe, ali kako, če tebi devala vsak. Ja, in ko sem naredil mogoče zadnji krog, ker jaz sem vedel, kdaj bom jo zadnjič videl, ne, mogoče mi ni bilo vse, ne, odkrito rečeno, sem rekel, evo, toliko smo se videvali, sem rekel, sam pri sebi sem rekel srečno, gospa, ne. Prav, zelo lepo, zelo lepo. Anže, službeno in tudi drugače si videl kar nekaj držav na svetu, kje te je najbolj impresioniralo, kje je bila največja egzotika, kjer si doslej tekel, recimo? V bistvu mi je žal, da nisem takrat v Avstraliji kaj več laufal. Čisto bom rekel, in žal mi je, da meni je všeč, kadar grem neko novo državo ali pa drugo državo, pa neko državo, ki še nisem bil, pa tudi če to samo za 10 minut vklopim svojo urco, da pol pogledam, wow, tam sem bil. Ne? In v Avstraliji žal tega nisem naredil. Tako da najbolj eksotična država, ki sem laufal, Grčija, evo. Grčija, veliko tokov smo že nekaj dali čez, neki starši, zdaj veliko z Matejo in s puncami in ja, meni Grčija res, res lepa država, dežela, umirjena, preprosta in ja, vleče me Grčija me še vedno privlači, no.
Grčija je zakon. Ja. Mi gremo letos na maraton, tja 40. obletnica klasičnega maratona je v Grčiji, v Atenah, tako da ja, bomo nekaj Grčije izkusili. A ti mi pa povej, ko pa tečeš doma, ja, ko si doma, kje najraje tečeš? Kje so tvoji omiljeni tereni, da se jih nikoli ne naveličaš? Ja, jaz sem koliko, 10-11 let sem tukaj zdaj v Ivančni. Drugače sem jaz iz Ljubljane, center Vič, kakorkoli že. Ljubljana, po noči tek, nepopisna lepa. Mirna, varna, za fotografije lepa in PST, Rožnik, res Ljubljana je tisti, ki živi v obrobju tako Ljubljane, pa to, da nima veliko asfalta, res idilično, da mene vpraša kdo. Ampak okej, tukaj Ivančni pa pristava, se pravi Klenčina gor na ta partizanski dom, ki je bil včasih, oziroma zdaj še turistična kmetija gor in Obolno, pa v bistvu tukaj lepo občini, Polževo. V bistvu en tak trail sem nekako sam pri sebi si organiziral in vsakega prijatelja povabim na trail, cca 40-42 kilometrov, neki tavžent višine, ki se vidi znamenitosti in asfalt in trail potke. In zelo, zelo lep krog. No. Od Polževga do pristave v Bolno in Višne gore, tako da ja, okoliški hribi tukaj. No. Vrhunsko. Vrhunsko, rekel si pred začetku, da nisi čist tipičen trail tekač, ampak slovenske traile si pa že kar preizkušal Vipava K24, na zadnje, evo, knap trail, če smo že pri tem. Ja, tako Marko, lepo si rekel, jaz nikoli se nisem imel za nekega, pa ne me zdaj narobe za to, pa nočem tako govoriti, ampak nekega tekača. Jaz sem šel laufati zato, ker mi je bilo v redu. Vedno sem jaz uporabil izraz bežati, bežimo od nečesa. Dobro, kakšne mislijo, probleme imaš levo, desno, mogoče tudi, ne vem. V glavnem, ja, pa sem ničkan videl, da so tudi traili lepi, in ja, zelo lepi traili se prirejajo pri nas, navdišujoča me je Vipava. Vipava me še vedno ima, da bi šel, ker sem tam v bistvu, so bili moji začetki tam. In če bi bilo vse dobro, oziroma če bi se tudi šlo vse po načrtih, bi tudi jaz živel dol v Vipavi, ker sem gledal neko stanovanje dol. In začel sem služiti vojsko dol in meni je Vipava lepa. Ja, v redu, vsi mi rečejo, pa piha, kva už dol. Ja, prišel bo pa kdo jedel, ker se bo fajn sušil. Ja, ti pa ne, ja, jaz pa ja. V glavnem, ja, Vipava, pol K24 sem imel tukaj dobre kolege, v narekovajih, da so mi dali darilni bolj, da sem se šel fajtat gor v hrib. To je Mateja takrat zrihtala, ja, da sem se šel gor fajtat, ki mi tudi lepo ratu. Zelo lep tek, tako da tudi ta knap trail tek na povabilo Icija, zelo, zelo fajn, lepi kraji. Pa tako je, malo v hecu, trail tek je za tiste, ki radi počivajo v hrib. Ki ne moramo hitro po cesti laufati, gremo pa na trail. Pustimo Ivija, pustimo Sobočana in podobne, in Janeze in tako naprej, in Tilne, ampak za nas je pa fajn, ko vidimo klanc, dajmo hoditi. Morda je pa trail zaradi tega tako popularen zadnje čase, ja, ker dejansko ti ni treba skozi laufati, imaš pa ponavadi zmer vrhunske razglede, super družbo, skozi se kaj dogaja, uro lahko pustiš, kilometrski časi niso pomembni. To same lepe stvari. Imaš letos še v planu moče kakšen trail, evo, če sem že pri tem? Marko, v bistvu, zadnjič mene vprašal na Bledu, pa mislim kaj, pa sem rekel, da nimam nič kaj odprt. Ne vem, evo, res ti odkrito povem, enkrat sem Matej obljubil, da bo šla tale vaš Bled oblaufat gor. Tako da, nekaj sva ga že šla, zadnjič sicer iz Bohinjske Bele preko rampe gor na tam nekaj že tale Igelco, pa pol čez tam gor. Izredno lepi kraj in izredno lepi razgledi. Ja, Blejski razgledni trail je dolg dobrih 13 km, malo so razmerno, ima 700 višincev, tudi ne vem kaj, je pa znam potem, da ima 3 kar dosti zahtevne vzpone in ko ti narediš 2, se pravi tistega na Stan, pa tistega na Ojstrico in Sojnico, prideš dol, pretečeš do mlina,
te pa čaka še 10 minut resnice, skoraj na gliho, navpično ven, še na stražo. Ja, tisto je pa tudi že najboljše, naše trail tekače, jih je kar malo izmučilo. No, tako da ja, moraš probati, ja, cel krog, pa da vidimo, koliko boš naredil. Vse, kar je pod uro pa pol je vrhunsko, vse, kar je pod 2 ure je vrhunsko, pravzaprav je vse vrhunsko, samo da priješ čestno. Ja, tako, veš, mi ponovadi, ko gremo z Matejo odkole, užgeva urce, pol je pa toliko kilometrov, kolikor je, dava krat 2, je toliko slik in je to. Tako da, to nama je zabavo. In dokrat bo to, je to. Bravo, kakšna dobra taktika. Všeč mi je, lej, točno to. Zakaj pa bi gledal samo v tla, pa grizu, če imaš okrog sebe toliko stvari za pogledati. Še eno stvar sem lani zasledil, mislim, da sem videl najprej fotko, ko si bil z enimi berglami, mislim, kaj se dogaja, kaj s česnom. Pasal si poškodbo, ki je bila kar zoprna. Ja, v bistvu imel sem na obeh stopalih sem imel isto poškodbo. Se pravi, stresno frakturo, stresni zlom pete stopalnice, se pravi, pri mezinčku je neka kost se odlomila, Johnsonov zlom se v bistvu reče in ni druge zadeve, ki se pri resnih športnikih operira. Se pravi, vijaki in pol je 6 mesecev. Tako da je bilo kar zahtevno, Marko, ampak imel sem tukaj Tilna, potočnika, ki mi je zelo dobro svetoval pri izbiri kirurga in Anže me je zelo dobro operiral. In sem bil vesel, da sem bil v takih rokah, sem bil takoj bolj miren. Ampak ja, se veš, taka zadeva te vedno prikuje pol na tla in moraš začeti znova. In to sta bila oba poletna meseca. In grejo dnevi, grejo tedni, ampak rekel sem, to sem dobil, to imam in mogel sem to prenesti in ni druge. No, predvsem me to zanima. Človek, ki je vajen vstajati noči, odteči tudi 100 kilometrov v kosu za trening in tako naprej, ki mu je gibanje neintegralni, eden ključnih delov življenja, je prikovan sedaj v mirovanje. Kako se zamotiš fizično in psihično, kako to premaguješ, ko kar čutiš sam na sebi, kako gre ta kondicija iz tebe, šlata se okrog pasu, pa rečeš, a sem se malo zredil. Povej mi, kako handlaš, ravno zadnjič smo se pogovarjali v tekaški družbi, pa počas tečemo, pa malo tečemo. Ampak seveda nas je vse, posebej groza, da pa ne bi mogli čist nič. Kaj takrat narediš, da se ti, po domače rečem, ne zmeša? Ja, jaz sem takrat to prvo poškodbo dobil, kot sem rekel, že na Kosovu. Jaz nisem mogel dobro stopati. Sem rekel, Anže, to nekaj ni v redu. Ok. Sem rekel, bom počival 2-3 dni, 3 tedne, pišu, kar nič je bolj. Sem rekel, zdaj pa je že bolj. Ne, nič ni bolj. Ko sem stopil, sem pritisnil gor palček, da sem rekel, gotovo, ne morem več. In potem sem jaz šel na Vipavo. Sem rekel, bom po 5 tekel, Marko, po 5 100 kilometrov tekel, če sem bo, on lahko. Ja, hitro sem se gor tamle vsekel in sem pač enostavno sem nehal. Že spet je klecnil oziroma počel še dodatno, v glavnem, da ne dolgovezem. Sem rekel, že to boš mogel prespati. To je poškodba. Takrat sem imel mogoče še malo v nevednosti, kot sem rekel, sem Tilna dobil, sva se pogovorila, zmenila levo, desno, gor, dol. In enostavno sem imel v glavi, že svet se ni porušil, čeprav so vsi govorili, kva bo zdaj, kako se zdaj počutiš, ali bo znor, Marko, ne, jaz sem rekel, to je del, ki ga moram dati čez. Lahko se vsak dan jočem, lahko si, ne vem, misli kdo, da si bom kaj naredil, lahko jem 24/7 milko in pijem ameriško vodo, ampak sem rekel, ne, Anže, lej, boš pa naredil vsak dan kilometer z berglami. Pa sem naredil kilometer, pa nisem mogel več. 400 metrov, Marko, je tukaj, pa do tistega gozdička tamle, sem rekel, roke so me bolele, sem rekel, ne morem, pa Švico sem poletje, pa ruzak sem imel zadnji, noga v zašraufana, vse to, odobrito, da se lahko miga do bolečine. Ok.
Ne morem več, sem šel nazaj in sem po 400 metrov odnekal. V glavnem pol sem naredil že 10-kilometrski krog in ja, treniral sem zgornji del, Marko, da tako rečem, in večkrat sem se zaustavil, tukaj je imel sem eno točko na avtobusni postaji, za 10 minut počil, popil in sem šel naprej. Tako da ja, to je to. In pol, ko sem to naredil, se je čez let ali eno leto, ne vem, na pamet, se že spet zgodila ista zgodba z desno nogo. Sem rekel, pa ne se zabavati. Ne? In pol sem se malo tam hecal v kliničnemu. Ne? Je rekla gospa, no zdaj ste pa vi ta prav Iron Man, ker imate, sem rekel, ja, še to se manjka. Ne? In pol pa sem ponovil zgodbo. Isto, vse je bilo isto, 6 mesecev off, to je to. Je pa pri vodah, sem šel tam, sem bergle zlomil, to je to. Odletela bergla, bila Mateja z mano, sem rekel, Mateja, z berglo sem zlomil, tako imam, kaj ne naredim, ne morem več hoditi, ne. Tam je bilo dobro, da je bilo 200 metrov od doma, noč pol je bila nedelja, je poklicala, ona je bolj iznedljiva, je poklicala na kliničnega in so mi dali še eno berglo in je to, ne. Tako da ja, tukaj v Ivančni, v zdravstvenem domu sem pa te štofeljce kupil k Milko. Česen, ki izrab več bergal, ja, vsi ostali skupaj. Ja, to je zelo zanimivo. Ja. Enkrat pa večkrat sem videl na albanskem maratonu gospoda, ki je en polovični maraton naredil na berglah. Ja. Zdaj me je zanimalo, kakšne bergle ima pa on, da to zdrži, toliko drgne in toliko kilometrov, da ne rečem, kaj ima v glavi, da je pač vse to premagal, res vrhunsko. No, se pravi, če bi tebi en rekel, da bi mogel 21 km narediti na berglah, bi se polotil tega izziva. Bi se lotil počasi, v redu, 4 ure, prav. Ne? Je pa res, mogoče sem pri levem stopalu videl, da mogoče ni bilo toliko dobro, ker je bila jasno, vsaka noga je drugače, da sem jo toliko obremenil, da je bila toliko dolg časa spuščena. Ne? Več bi si mogel pauze vzeti. Ne? Ker jasno, dobro je, da je prekrvavitev, ker vemo, da prekrvavitev celi, kri celi in to je dobro. Ne? Ampak ja, všeč mi je bilo vedno pol, ker so rekli, to je to za celje. Dejva reči, da ti zdaj že zmanjkalo nog, kjer bi lahko polomil pač mezince ali kako, ali da si s temi poškodbami upravil in da si zdaj Iron Man, ki bo Strong Man in vse ostalo. Tako, je pa res, Marko, da ta prvo stopalo, ki sem si ga pozdravil, ki sem si nadel majico od našega Perota, ki je bil v bistvu mal, sem ustanovitelj tega Strong Man tima, sem si dal majico in sem šel prvih 5 kilometrov po poškodbi laufati, sem rekel, evo, to je to. Tako da, Perotu za spomin, kjerkoli je, no. Prav, vsa čast, res, vsa čast. Zdaj si zdrav, brez poškodb, zdaj greš na polno v nove zmage, ja? Marko, deva tako, ne vem, 3krat potrka, če je tole les, kakorkoli že je, tako, ali pa v kovino, hecam se, v glavnem, ja, zaenkrat je to, vem pa sam, da se moram čuvati pri regeneraciji, ne. Tako, kot sem rekel, dobro, zdaj je bil ta rutin tek, toliko pa toliko kilometrov, malo sem šel v tole savno, v bazen, zelo v redu, ampak ja, mogoče bom tako rekel, ne, tega vertikala vika, mogoče ga ne bi bilo treba, da bi ga naredil, ne, oziroma da bi sploh toliko se udejstvoval, pa se ni veliko, da bi rekel, ampak si na nogah, ne. Ampak ja, to nas žene in dokrat bo nas to žene in da ne bomo s tem nobenemu škodovali, počnimo to in to je to. Še ena stvar za konec, se smem pozabiti, jaz sem si pribeležil, je dober zapis, si napisal takrat med prvo korono, se spomnim. Veliko je bilo takrat, bom rekel, pritoževanj, ljudje so imeli cel kup ene slabe volje, ne smemo tega, ne smemo unga, ko svet se je podrl. Tvoje objave so bile čisto drugačne, bistveno bolj optimistične, bolj iz narave, veliko gibanja si imel, veliko pozitivnih sporočil, ampak ena objava mi je še posebej prišla do živega, napisal si, dajmo tej krizi v opomin narediti akcijo zbiranja, vsak prispeva evro ali pa 5 evrov, z tega naredimo vodnjak, ki nas bo vedno pominjal, da kljub vsemu lahko splezamo iz brezna.
In to se mi zdi tako simpatično, ne? Tako pozitivno sporočilo v tistem času, ko so imeli vsi toliko enih težav s tem, da neki ne smejo, ne? Po drugi strani so drugi ljudje tam trpeli zaradi tega. Ne? Ampak jaz sem rekel, smo res tako razvajeni, da že to, da pač en mesec ne smeš v gostilno, je največja stvar na svetu, največja groza. Ampak ti si dal to sporočilo, zakaj si to objavil, kaj si s tem takrat hotel sporočiti, daj mi sam razloži s svojimi besedami. Ja, Marko, vsa čast, mogoče si mi naježil kožo v glavnem. Ja, veš, v življenju skozi iščemo neko negativo, večinoma, ampak enostavno dok ne prideš do nečesa, ki ti ne da ti spremeni življenje, ampak ki se srečaš mogoče s kakšno tako stvarjo, to jaz mogoče v vojski, ki sem doživel, ali pa pač kjerkoli, jaz gledam to popolnoma drugače. Ja, v redu, sekiral se bom samo za tiste stvari, ki jih lahko jaz spremenim. Je gospod rekel, da ne smem, je gospod rekel, da ne smem. Mislim si svoje, ampak ja, ne bo to trajalo večno. Tudi 24-urni tek ne traja večno, samo 24 ur. In nobena poškodba ne traja večno. In iz tega mogoče, da jaz tudi nikoli, pa mogoče, če bo šel kdo to brati ali pa pač, če bo šel to raziskovati, kakorkoli se temu reče, jaz nikoli nisem besede, zdaj bom izjavil, korona uporabil. Zato, ker tega je bilo blazno. Vedno sem tudi v tem blogu sem pisal, zaradi vsem znanih razlogov ni bilo tega. Zato, ker toliko je negative in nerabno je imeti. Enostavno je nerabno imeti. Mene je pa mogoče spremenile, me je mogoče vojska spremenila, da gledam drugače, kakšni tečaji, taki, ki pač mogoče ne me narobe Marko zaslopati in niso za vsakega, oziroma se vsaki ne loti, da jih da čez, in pa še te teki, ki si sam, ki sam fajtaš sred noči, noben ti ne bo pomagal, noben ti ni rekel, da greš ven. In iz tega jaz gledam, da ne smemo tako gledati, Dajmo gledati pozitivno, dajmo si pomagati. Nisem neki svetovljan, nikoli nisem naredil nekaj dobrodelnega, ker Marko, ti si že, jaz nikoli nisem naredil nekaj dobrodelnega. Ampak dajmo gledati pozitivno. Marsikaj mene tudi razjezija, ampak bom se sekiral s stvarjo, ki jo lahko jaz spremenim. Mislim, da meni je tudi všeč, recimo, stoicizem, pa nauki, ki z tega sledijo, in zdaj ne bi boš sam mogel vedeti, kar si ti zdaj povedal. Res, da si ti mene ježil kožo, res kakšno sporočilo, pa ravno sem te hotel vprašati, kakšna je tvoja življenjska filozofija, in zdaj si tako dobro to povedal, da mislim, da si še kakšen mu dal za misliti. Daj mi, dragi Anže, pol povej še čisto za konc. Ok, smo, recimo kot civilizacija, vsaj tukaj in zdaj, ker živimo, malo razvajeni, malo smo mehkužni, preveč se pritožujemo, premalo znamo ceniti tistega, kar imamo, vsak dan znova, čas ljudi in vse ostalo. Daj mi ti povej, zdaj dal si skozi precej stvari v vojski, vse stvari v teku. Kaj bi sleherniku, ki ima toliko samo spraševanj, kako se lotiti, kako svoje življenje spraviti v red. Kaj bi mu ti svetoval? Jaz vem, meni tek marsikaj dal. Tudi to ponižnost, malo discipline, malo tega, da se za kakšno stvar treba pomatrati. Kaj bi pa ti rekel, človeku, ki se išče tam zunaj, ki ima sam cel kup vprašanj, cel kup težav, ampak mogoče niso tako hude, kot sami misli, da so. Kaj bi mu ti svetoval? Kako se lotiti tega? Mogoče s tekom, mogoče s čim drugim. Kaj bi ti rekel? Ja, zelo, zelo težko vprašanje, ampak ja, poleg tega, če hoče nekdo nekaj spremeniti pri sebi, mu bi mogoče svetoval to, da naj zgodaj vstaja. Veliko časa bo imel pred sabo, ne govorim, pustimo te ure, 3 zjutraj take, naj zgodaj vstaja. In kot sem rekel, naj se sekira samo za tiste stvari, ki jih lahko on osebno spremeni. Če so vrata odprta in piše zapira, jih zapri. Ne sekira se, zakaj jih je pustil odprta. Jih zapri. Če te moti, jih zapri. Če te ne moti, jih pusti odprta. Ampak ne pol slabo voljo zganjati na nekoga.
to in ne gre ven, ne gre na zrak, ne bo gibanje. Da ne bo zdaj tukaj rekel, ne gre teč, ne gre gibati se, hoja, nordijska hoja, kakorkoli, ne se gre na kolo, kakorkoli že, samo da gre ven na svež zrak. In eno lahko ima slušalke noter in posluša tvoj podcast, ker imaš, kot sem rekel, pa ne želim zdaj nič, odlične goste, ki so 1001 zgodba, 1001 bežanje od različnih zgodb, mogoče se bojo pa tam najdela. Se pravi, vse knjige gor, ki jih imam, imajo neko zgodbo. Mogoče Marko zdaj levo, pa nimam tukaj za to pripravljene knjige, ampak ja, mogoče kakšna taka knjiga, kaj tale, od Bear Grylsa, Kako ostati živ, ali pa mene so od njega, njegove knjige so me nekako dale neko, ne daleč od tega upanja, ampak neko razmišljanje. Tako da ja, pozitivno je treba razmišljati in gremo ven gibati se. Anže, če si rekel, da imam podcast odlične goste, evo, zato sem povabil tudi tebe. Bil si odličen gost, samo povej mi še vedno ne ješ vampov? Ne. Ne, Marija, ne. Vampov pa rozino ne, no. To mi ne gre. Čeprav tako bom rekel, oprosti, prekinjam pa mogoče čisto druga tema, ampak ja, ko sem bil na nekem selekcijskem postopku, izbirnem postopku, kakorkoli že, sem tako globoko segel v žep in pojedel 5 rozinov, da je bilo še zelo dobro. Tako da, to so tisti trenutki, Marko, ko sem prej govoril. Ja, če je dosti hudo, ja. Spoštovane, takrat bo pa zares hudo, ko bo začel pa že, če sem list vampe, takrat boste videli, ampak dokler jih ne bo, se nimate kaj zdaj pritoževati. Se vidimo na Wingsih letos, Anže. Marko, hvala, se vidimo. Ja. Spoštovane, Anže, če sem bil tole res udaren gost, vesel sem, da sem ga dobil. Res sem se zabaval. Anže, pozdravi Matejo, pozdravi Kosto, lepo se imejte tam zunaj, se vidimo na Wingsih. Srečno. Srečno, Marko, hvala lepa. Čau.